Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni, lep dober večer na nocojšnjem spletnem dogodku Reformatorji v stripu v živo. Reformatorji v stripu so svoj knjižni izid doživeli 29. oktobra, tik pred dnevom reformacije, do danes pa so že našli pot do mnogih navdušenih bralk in bralcev. In čeprav smo si ob snovanju projekta zamislili, da bomo lahko strip pospremili z nekim javnim dogodkom v živo, seveda v prisotnosti obiskovalcev, v danih razmerah pač ne gre drugače, kot da vam strip najprej predstavimo v spletni obliki. Nocojšnji dogodek pripravljamo Kulturni dom Krško in Zavod Škratelj, ki smo projekt Reformatorji v stripu tudi ustvarili. Zelo pa nas veseli, da so se kot partnerji nocojšnjemu dogodku pridružili številni partnerji, in sicer Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Domžale, Mestna knjižnica Kranj, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Narodna in študijska knjižnica Trst, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Cankarjev dom, Ljubljana TV, Larjeva hiša, Vodnikova domačija, Trubarjeva hiša literature. Še posebej pa smo veseli, da nas kot učenci, dijaki in študentje nocoj v sklopu svojih programov spremljajo tudi Biotehniška šola Šempeter, Gimnazija Ormož, Vegova šola Ljubljana, Srednja šola tehniških strok Šiška in podiplomska šola ZRC SAZU. Lepo pozdravljeni med nami. Vsem se prijazno zahvaljujemo, da ste ta dogodek podprli in omogočili, da ga spremljajo tudi vaši sledilci na socialnih omrežjih. Reformatorji v stripu se seveda niso porodili slučajno, temveč so del, pravzaprav najpomembnejši del projekta Bohoričevo leto, s katerim smo se v Kulturnem domu Krško želeli pokloniti Adamu Bohoriču ob 500. obletnici njegovega rojstva. Ko smo razmišljali o tem, na kakšen način predstaviti zgodbo prvega slovenskega slovničarja, smo se povezali z Zavodom Škratelj, ki ima za sabo že mnogo uspešnih projektov, med drugim pa seveda pred leti zelo odmeven projekt Cankar v stripu. In tudi to je bil razlog, da smo se nekako povezali skupaj, in nato je urednik dr. Uroš Grilc okrog sebe in med nami izbral ekipo odličnih ustvarjalcev in nastali so torej Reformatorji v stripu, ki nam skozi zgodbi Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina predstavijo, kako smo Slovenci dobili prvo res dolgo knjigo in še eno krajšo, ki je opisala, kako pišemo. Četudi je strip osrednji knjižni poklon Adamu Bohoriču, pa v njem spremljamo tudi in predvsem zgodbo Jurija Dalmatina, ter navsezadnje zgodbo o precej razburljivi dobi, ki je utemeljevala slovenski knjižni jezik. Na nocojšnjem spletnem dogodku so z nami prav vsi avtorji stripa, to so Boštjan Gorenc Pižama, torej avtor pravljic, stripov, pisatelj, stand-up komik, prevajalec in podcaster, Jaka Vukotić, ilustrator in pa arhitekt, ki je tudi že sodeloval v stripovskih projektih, med drugim tudi v enem zelo podobnem, in sicer Jezičnih možeh, ki ga takrat pripravil skupaj z našim tretjim gostom nocoj in pač sodelavcem pri stripu, dr. Kozmo Ahačičem, predstojnikom Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki je nad celotnim projektom bdel nekako strokovno in dal tudi neke znanstvene napotke. Preden se posvetimo stripu, morda le še nekaj kratkih pojasnil, kako bo današnji dogodek pravzaprav potekal. Mi vam bomo predstavili nekaj odlomkov, ki jih bo Boštjan najprej umestil v kontekst širše zgodbe in jih nato prebral oziroma interpretiral. Kozmo pa nam bo nato pojasnil zgodovinsko ozadje pa nekaj biografskih podrobnosti. Vmes nam bo ilustrator Jaka pojasnil svoj kreativni proces, na koncu pa bo seveda priložnost tudi za vaša vprašanja, na katera bomo skušali na koncu odgovoriti. Z vašimi vprašanji se lahko oglasite že vmes, in sicer jih lahko podate kot komentar spodaj v tem dogodku, nekaj njih bomo izbrali in potem na koncu na nje odgovorili. Zdaj seveda, da ne bom predolg, bodi dovolj teh uvodnih besed, predlagam, da se torej kar neposredno lotimo stripa. Boštjan, lepo bi te prosil torej za prvi odlomek. Ja, lep pozdrav, Žiga, lep pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate širom internetov. Začeli bomo na samem začetku stripa, namreč, ko sem tuhtal, kje je tista začetna točka, na kateri lahko prvič postavimo skupaj bok ob bok Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina, sem po pregledu časovnic njunih življenj, o čemer bo tekla beseda verjetno še malce kasneje, ugotovil, da je šel Adam Bohorič študirati v Wittenberg ravno v tistem času, ko se je rodil Jurij Dalmatin, oziroma eno leto poprej, ampak ker so vsi tisti datumi nekam plavajoči, sem si drznil narediti
eno majčkeno združitev, ne, za tako lepo dramatično začetno sceno in vse skupaj se začne tukaj, ko pride, kot rečeno, Adam Bohorič v Wittenberg in se na stopnicah zaleti v nekega možakarja in sledi tale dialog. Z Kranjskega prihajam. Na Dunaju sem postal bakalaver, zdaj pa sem v Wittenberg jezikoslovje in glasbo študirati prišel. Kaj vidijo moje oči? Podpisan izvod Melanchthonove latinske slovnice imate. Kje ste dobili podpis? Ker sam sem ga s peresom napisal, da se ve, kdo je lastnik bukvic. Še enkrat oprostite, prosim. Veste, veselim se vaših predavanj. Upam, da mi te nezgode ne vzamete za zlo. Kako ti je pa ime? Adam Bohorič, gospod. No, Bohorič, upam, da si z umom okretnejši kot s telesom. Potem boš mogoče tudi ti, ki je kdaj prvi, kakor biblijski očak Adam. Potem se naš prijatelj Adam odpravi v svojo sobo, kjer odpre skrinjo in sledi naslednji monolog. Bravo, Adam, lepo si poslal. Prvi dan največjega učenika v prah pahneš. Trdo bom delal in mu ne bom dal priložnosti, da bi mi imel za bedačka iz Zakotja. V študiju pa se vrnem v rodne kraje in tam predajam znanje mladim. Ti moje Krško, le kakšna zvezda se blešči tam nad tabo. Tako svetla je, kot bi kaj oznanjala. Zdravo, Marija, mila Stefana, Gospod, da ste varla, Gospod, da ste varla, Gospod, da ste varla, No, stopi noter, Dalmatin. Zdravo in krepko dete si dobil. Hvala, Mariji. Bog je bil milostljiv. Sina sva dobila. Na koga ga boste krstili? Jurij naj bo. Naj premaga to našo revščino, kot je sveti Jurij premagal zmaja. Hvala, Boštjan, za ta prvi odlomek. Kozma, v tem prizoru srečamo torej mladega Bohoriča, ko se odpravlja oziroma pride v Wittenberg na študij. In eno prvo, bi rekel, zelo pomembno srečanje zanje, torej srečanje s Philippom Melanchtonom, ki je pomembno vplival na njegovo kariero in tudi v bistvu na njegov siceršen pogled na jezikoslovje, na slovnico. Kaj pravzaprav vemo o mladih in pa študijskih letih Adama Bohoriča? Dober dan, najprej vsem. Zagotovo je moral biti Adam Bohorič zelo nadarjen. Ni izhajal namreč iz tako bogate plemiške družine, da bi bil njegov študij najprej na Dunaju in nato v Wittenbergu sploh izvedljiv, če ne bi imel mecenov. Mecene pa si tedaj dobil samo, če si bil nadpovprečen. Tako danes recimo dobiš Zoisovo ali podobno štipendijo. No in podobno kot vsi ostali študenti v tistih časih si je izbral najprej za svojo fakulteto artistično fakulteto na Dunaju, že zelo kmalu pa je šel naprej študirati v Wittenberg. V Wittenbergu je bil prav tako na tako imenovani artistični oziroma danes bi rekli filozofski fakulteti. Mimogrede, ta izraz artistična fakulteta še danes na primer uporabljajo v angleščini. Gre pa za to, da so tam poučevali tako imenovane septem artes liberales. To se pravi 7 svobodnih umetnosti, praktično vsa znanja, ki jih potrebuje nekdo za intelektualno življenje.
No, in tam je dejansko imel možnost, da se je soočil s Philippom Melanchtonom, ki je nanj zagotovo vplival. Bil je namreč ne samo teolog in filozof, kar je tudi Bohoriču do neke mere, čeprav nikoli ni imel namena postati duhovnik, zelo ležalo, mu je bilo zelo blizu, ampak je bil tudi eden od največjih svetovnih jezikoslovcev, ukvarjal pa se je skoraj da izključno z latinsko in starogrško slovnico. No, in tu je lahko Bohorič dobil resnično veliko znanja. Vemo pa, da Bohorič v Wittenbergu ni magistriral. To so pozneje kar nekajkrat poudarili, tudi sam, kar pomeni, da ga je to do neke mere peklilo. Zelo podobno, kot je to peklilo Primoža Trubarja, vemo, da je recimo od te trojice magistriral samo Jurij Dalmatin. Ne smemo pa jemati samega tega akta, ko si dobil magistrski naziv, v tolikšni meri kot nezmožnost za dokončanje študija, ampak je bilo to v tistih časih največkrat povezano s tem, da nisi imel dovolj denarja, da bi ta magisterij dejansko plačal. Skratka, to je tisto, kar o teh čisto prvih Bohoričevih letih pravzaprav vemo z vidika študija in izobraževanja. Zdaj, morda, če kar nadaljujem, se zopet navežem na ta prizor, ki smo ga videli, se je zaključil znova v Krškem nekako, z rojstvom Jurija Dalmatina. Strip že v tem prizoru lepo nakaže, kako sta se spletli njuni usodi takrat. Kdaj pa sta se kasneje Adam Bohorič in Jurij Dalmatin dejansko srečala? Najverjetneje sta se srečala na tak način, da je Dalmatinov duhovnik prepoznal veliko nadarjenost enega od svojih faranov, torej Jurija Dalmatina, in ga je pripeljal do Bohoričeve latinske šole. Dalmatin namreč spet ni izhajal iz tako visokih socialnih krogov, da bi bil zaradi svojega rodu primeren za latinsko šolo, ki jo je vodil Adam Bohorič v Krškem. Zato vemo, da je moral biti res nadpovprečno nadarjen. No, in to srečanje je bilo tako za Adama Bohoriča kot za Jurija Dalmatina resnično usodno, kajti skozi naslednja leta je Adam Bohorič Jurija Dalmatina prepoznal kot nekakšen največji možni intelektualni potencial za slovenske protestante. Hkrati pa je omogočilo to tudi Juriju Dalmatinu potem nadaljnji študij, saj so ga kmalu tudi vsi protestantski gospodje iz Ljubljane prepoznali kot najboljšega možnega kandidata za to, da bo enkrat v prihodnosti prevedel Biblijo. Spoznali so ga dejansko kot nekakšnega čudežnega dečka. Hvala, Kozma. Predlagam, Boštjan, da gremo torej kar k drugemu odlomku in te prosim, da ga prebereš. Ja, mogoče kratka navezava tukaj, ko je Kozma omenil, mislim, da je bil ravno ta en od teh prvotnih vzgibov oziroma tudi motivov, kako peljati zgodbo, je, da je na prvem sestanku za ustvarjanje stripa je Kozma povedal, pač ravno to, da je bil on čudežni deček, da so vanj polagali vse upe in sem dobil pač Bohorič pa njegov učitelj in sem dobil eno tako asociacijo na Obi-Wan Kenobija pa mladega Anakina in se potem tudi dejansko, ko je šolanje prikazano malo tako skozi
jedijevsko urjenje, ne, in pojavi se kot gost v stripu za en kratek prizor tudi sloviti jedijski mojster iz galaksije daleč stran, ampak to ne bo presenečenje za bralce. In potem na neki točki, ne, to bi še rad omenil, ta srečanja, ki se dogajajo tukaj med temi liki, so jasno izmišljena. Ne? Pač imamo pisma, imamo določene zapise o tem obdobju, ampak zelo dolgočasno bi bilo brati strip, v katerem si pač pišejo pisma na eno in drugo stran. In tako da sem potem pač določene stvari, ki so bile ohranjene v pismih, uporabil v dialogih. Ne? In tukaj imamo zdaj en prizor, kako bi izgledalo, ko je Trubar presenetil Dalmatina na obisku pri Bohoriču. 4 leta že šolske klopi pri meni guliš, mladi Juri, in nisem imel učenca, ki bi tolikan kot ti obetal. Zato bi rad, da prav posebnega moža spoznaš. Njegove knjige si že bral. Ti si torej ta ljubljeni učenec, nad katerim ima Adam veselje. Gospod Trubar, gospod Primož Trubar, ki je katekizem in abecednik napisal. Točno ta. Pozdravljen, Juri. Knjige pišem v slovenščini, da bi dobro nucale mladim in preprostim ljudem, da bi oni tam lažje in bolje v cerkvi pridigo razumeli in zamerkali, kaj evangelij uči. In to vam uspeva. Kolikokrat so mi prav prišli povzetki po glavi, ki ste jih k evangelijem pripisali. Vidim, da dobro moje delo poznaš. Adam se mi ni lagal, ko mi je pisal o tebi. Tu imam dar zate. Skoraj da še po tiskarski barvi diši. Ta drugi del tega Novega testamenta, kjer vidimo, koliko se je Jaku dal pisati, ta drobni tekst na knjigi. Le dobro ga preuči, ob njem pa še latinski in nemški Novi testament beri. Bom, če tako porečete. Po čemu pa? Po čemu? Več kot 50 let že štejem in hvaležen sem za vsako novo, ki mi ga Bog na tej zemlji nakloni. Celotna Biblija je prevelik zalogaj zame, a Slovenci jo potrebujejo. Ti bi znal za ta podvig pravšnji biti. Ampak zakaj takega bi moral dalje v šole iti? Kako se bom to privoščil, ako mi že tu gospod Bohorič za božji lon učijo? Ne beli si glave s tem. Ti se samo pridno uči, mi pa bomo poskrbeli, da te kakšna štipendija najde. Mar ne, Adam? Vsekakor, Primož, dotlej pa bom jaz skrbel za njegovo znanje. In tukaj je super, moramo to ta stika, kako ga Trubar objame tlele Bohoriča čez rame. Sam še to mu manjka, da mu takole malo po glavi zraven. To so te mečkani detaljčke, s katerimi je Jaka res tako genialno potresel cel strip, da prav lahko vsaki risbi iščeš neke take mini stvarce, ki ti pa še v 3. in 4. branju dajejo neke nove nivoje zgodbe. Boštjan, mogoče pa tokrat eno vprašanje najprej zate. Zdaj, ti si seveda že sodeloval v stripovskih projektih, v bistvu si avtor enega najbolj znanih, bi rekel, stripov v zadnjem času, ki je šel pri nas. Po čem se je, ali pa na kakšen način se je ta projekt razlikoval, bi rekel, od tistih, kaj je bilo nekakšna specifika tega, kaj bi ti izpostavil kot neko posebnost mogoče reformatorjev? Ja, zdaj tukaj razlika predvsem med projektom Cankarjev stripov pa reformatorjev je to, da pri Cankarju je šlo za predelave Cankarjevih del. Pač tukaj se čisto slučajno se je tako poklopilo, da sem jaz imel čez moje življenje, se pravi, da je bilo že potem tudi tisto nedelno avtobiografsko, ampak vseeno sem slonel na krajšem delu. Tukaj gre pa za življenje pisa, tukaj gre za dve osebi, ki je bilo treba temeljito preučiti, za kar se v vsaki priložnosti, ki jo manj globoko zahvaljujem tudi Kozmi, ker je mi dal točno tiste knjige, ki jih je bilo treba prebrati, da se mi ni bilo treba zgubljati po hodnikih in rovih knjižnic in internetov, ampak sem takoj dobil te stvari. In potem je bilo dejansko pravzaprav iskanje nekih skupnih točk, iskanje na katere dele zgodbe, na katere dele njunih življenj se bom osredotočil. Tako da tukaj je bilo recimo veliko več nekega raziskovanja in študiranja vpletenega kot pri Cankarju, kjer sem, kar priznam, polovico stvari izhajal še iz nekih že
prej predelanih, pa ne bom rekel travm, ampak recimo temu odzivov na njegova dela. Kozma, zdaj pa znova k tebi, zdaj tale odlomek, ki smo ga videli v tem odlomku, torej prvič v tem stripu, spoznamo tudi Primoža Trubarja, ki se seveda tudi na koncu, tisti, ki bodo strip vzeli v roke, bodo videli, da se na zadnjem ovitku Primož Trubar precej huduje nad tem, da tu nastopa zgolj kot stranski lik. Pa vendarle, torej je treba reči, da so bili pravzaprav takrat najbrž vsi ti vodilni možje tega protestantskega gibanja med seboj kar tesno povezani, sicer jim najbrž ne bi uspelo te projekte izvesti. Kaj pa vemo, oziroma kaj bi lahko povedali o neki neposredni povezanosti Primoža Trubarja z našima protagonistoma, torej z Adamom Bohoričem in Jurijem Dalmatinom? Zagotovo je šlo tu za odnos veliki gospod in nekoliko manjša oziroma mlajša gospoda. Skratka, Primož Trubar je bil že za časa svojega življenja med protestanti resnično nadvse spoštovan in nekega popolnoma enakopravnega odnosa z njim ne Adam Bohorič, ne Jurij Dalmatin zagotovo nista imela. Velika zasluga Primoža Trubarja v odnosu do Jurija Dalmatina je bila zagotovo ta, da se je zavedal, da potrebuje dobrega in izobraženega naslednika. Seveda ne samo enega, ampak vsaj enega res dobrega. In z tega vidika je zanimivo opazovati, kako je, in to imamo ohranjeno v korespondenci, Primož Trubar praktično celoten čas Dalmatinovega študija bdel nad tem, ali Jurij Dalmatin vsak dan po šoli, ko se je prenehal učiti vsega na fakulteti, kar je bilo predpisano, skratka v prostem času, še dodatno vadi prevajanje iz nemščine v slovenščino. Skratka, ta skrb je bila resnično velika in Jurij Dalmatin je moral v pismih svojim financerjem, skratka svojim menom, redno poročati o tem, da dejansko ohranja vajo v slovenskem jeziku. Zakaj je bilo to tako pomembno? Zato, ker so skozi leta videli slovenski protestanti, da večina študentov, ki odidejo iz Slovenije na študij v tujino, v nemške ali italijanske kraje, preprosto pozabi slovenščino. In to je bil resnično velik problem, ki pa so ga pri Juriju Dalmatinu že vnaprej preprečili. Skratka, z Jurijem Dalmatinom so resnično ravnali kot s čudežnim dečkom, dali so mu vse, ampak tudi pričakovanja so bila velika in moral je zelo trdo garati. Hvala, Kozma. Samo en medklic omenim, da nas trenutno spremlja oziroma vas spremlja tale prenos kar okrog 400, kar je v bistvu številka, ki bi jo zdaj težko spravili v katerokoli pravzaprav dvorano v Sloveniji. Tako da odlično, gremo torej naprej. Boštjan z tretjim odlomkom. Ja, tretji odlomek je pa točno tam, kjer je Kozma že navezal besedo, in sicer v Tübingenu, in sicer zagovor magisterija Jurija Dalmatina. Tukaj majčkam predzgodbe, preden si ogledamo, namreč, ko sem gledal, kdo je ta Jakob Herbrand, pri katerem je magistriral, pri čigar mentorstvom je magistriral Jurij Dalmatin, sem opazil neko zelo veliko podobnost s Primožem Trubarjem. Res, da
gre kar dobršen del tega na rovaš tedanje mode, se pravi brat pa nabranih ovratnikov in tega, ampak vseeno se mi zdelo tudi, da sta si po potezah kar podobna. In sem si nekako v glavi narisal ta prizor, kako Trubar in Herbrand kot dvojnika, kot skoraj kot zrcalni sliki, spremljata zagovor njegove teze in tako je nastal potem tale prizorček tukaj. Gospod Trubar, lepo vas je videti. Tale je pa moj. Fijut. Ne znam dobro brlizgati. Bister kot gorski potok. Komaj pol leta tega je bakalaver postal, danes pa se mu magisterij obeta. Juri! Spoštovani predsednik komisije, profesor Jakob Herbrand, cenjena komisija, v naslednji uri ali dveh vam kanim svojo tezo o katoliški cerkvi in katoličanih predstaviti. Mislim, da nihče nima pravice kratiti ljudem, da bi božjo voljo in nauk v svojem jeziku in sami spoznavali, kakor hočejo papisti Biblijo z latinščino zakriti in jo v svoj prid neukemu preprostemu človeku tolmačiti. No in tako razlaga in čez uro ali dve, ne samo v predstavitvi, ampak tudi med izpraševanjem ste trdno svoje teze dokazali. Zato z veseljem na Tübingenskem vseučilišču pozdravljam novega magistra filozofije in teologije Jurija Dalmatina Skranskega. Čestitke, Juri! Sem vedel, da nisi samo čedne in trdne postave, ampak tudi zauk prebrisane glave. Hvala, gospod Trubar. Moram priznati, da sem med vama vedno malce zbegan, kdo je kdo. To pa res ni težko. Jaz sem tisti čedni in pametni, on pa je skrivni papist. In kam zdaj, ko se z magisterijem dičiš? Rad bi šel nazaj na Kranjsko, a gospod Trubar pravi, da bi bilo bolje v teh krajih dobiti diakonatsko službo, da se vežbam v pridiganju. A zaenkrat se nobeno prazno mesto ne kaže, tako da bo še na vseučilišču znanje nabiral. Evo, to je ta sloviti, fiktivni magisterij. Magisterij je dejanski, sam Trubarja ni bilo tam. Kozma, preden se morda še vsebinsko mečken podrobneje posvetimo odlomku, mogoče najprej samo na ta insert, da nam pojasniš tudi vsem, ki tole spremljajo. Tole Herbrandovo in pa Trubarjevo posmehovanje papistom, oziroma to, kar je izbudilo smeh, to je bilo verjetno takrat kar ena zanimiv, bi rekel, neka vrsta spopad. Kako so bili torej, zakaj je pravzaprav šlo, kako so bili naši protestanti, bi rekel, nekako vključeni v ta spopad? Ja, seveda, če so se med sabo k protestantizmu usmerjeni možje obkladali za papiste, je bila to lahko dejansko zelo huda obtožba in le, če so bili najboljši prijatelji, je bilo to še nekako smešno oziroma umestno. Zdaj, sam ta zagovor magisterija Dalmatinovega je bil zagotovo za slovenske protestante zelo pomembno. Šlo je tudi za zelo odločen, oster magisterij, ki je bil kasneje objavljen tudi v knjižni obliki, De Catholica et Catholicis Disputacio. In Dalmatin se je tu pokazal kot zgolj navidezno nežna oseba, v resnici pa zelo odločen zagovornik protestantske vere in vseh načel. Zdaj, so vse te stvari prikazane zelo dobro, kar se tiče vzdušja, hkrati pa lahko sklepamo, da Primoža Trubarja v resnici na tem zagovoru magisterija ni bilo. Nekaj je še takšnih stvari v stripu,
kjer skušamo razne dogodke povezovati, podajamo torej določene stvari, ki niso čisto zgodovinsko realne, vendar pa povzamejo tisto, kar želi strip sporočiti, in z tega vidika pa je sporočilo zgodovinsko neoporečno. Spomnim se, da ko smo ustvarjali strip, prvič, ko sem videl ta prizor, sem napisal Boštjanu, to pa ne bo šlo. No, in potem po krajši debati se je dalo dejansko ravno skozi ta prizor prikazati zelo veliko dogajanja skozi več let. Tako med seboj zbadanja, med protestanti, ki so vsekakor bila, potem različne osebnosti in pa sam velik pomen, ki ga je imel Jurij Dalmatin za celoten slovenski protestantizem, ki ga tu simbolizira Primož Trubar. Zdaj, ko smo v tem odlomku, smo videli tudi neko vid, dobimo še eno razsežnost Dalmatinovega dela, torej ni bil le prevajalec, bil je tudi pač teolog in filozof in pa predvsem zelo, kot si sam omenil, zelo goreč pridigar. Tudi nekako to, kar je meni zanimivo, je nekako ta skoraj da diametralna nasprotnost med njunima značajama, torej med značajem, domnevnim značajem Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina. Kako lahko sklepamo o tem, kako bi ti ocenil, kako sta si bila, bi rekel, značajsko različna oziroma podobna? Zdaj, če zelo skarikiramo, lahko rečemo, da je bil Adam Bohorič človek ozadja. Ni želel biti opažen, nikoli ni silil v ospredje, in zelo veliko mu je pomenilo, če je lahko pomagal, če je bil lahko nekje za oporo, za nasvet, za kritiko. Bil je zelo kritičen tako do sebe kot do vseh ostalih ljudi. Jurij Dalmatin pa je bil ravno obratno, človek, ki je bil po naravi navzven mil, vendar zelo opazna oseba. Imamo ohranjenih kar nekaj podatkov o tem, da je bil lepega videza, da je na ljudi naredil vtis, da je bil gospodskega obnašanja, in za to milino zunanjo se je pa hkrati skrival tudi zelo goreč in odločen pridigar. Recimo, nihče od meni znanih protestantov, niti Primož Trubar, za katerega vemo, da je imel lahko zelo namazan jezik, ni bil sposoben tako zelo popljuvati napak v tedanji katoliški cerkvi, kakor jih je ravno v svojem magisteriju Jurij Dalmatin. Torej, Jurij Dalmatin je bil mnogo bolj zavzet, bolj, kako bi rekli, protestantsko pravoveren, kakor Primož Trubar, ki je z tega vidika kljub vsemu skušal vedno iskati nek zdrav razum, neko zdravo razmerje med tistimi skrajnimi stališči in pa med popolnoma realnim življenjem. Skratka, če še enkrat povzamem, Adam Bohorič je bil vselej mentor, tudi spremljevalec Jurija Dalmatina, potem, ko se je vrnil v Ljubljano, podpiral ga je, pregledoval njegova dela, mu dajal nasvete. Jurij Dalmatin pa je bil človek akcije. Če pomislimo, da je v razmeroma
zelo malo letih prevedel celotno Biblijo, potem vemo, da je delal tako rekoč, Prešeren bi rekel, od zora do mraka. Boštjan, izvoliš. Ja, jaz bi sam tukaj se navezal še ravno to, kar je Kozma povedal, da pač strip je glede na svojo pač zamejenost znotraj določenega števila strani, sem se tudi jaz potem zgodovno pač res osredotočil na dejanja, ki so pripeljala do nastanka teh dveh knjig, ki sta v fokusu, se pravi prvega celotnega prevoda Biblije in pa Slovnice. In je ravno ta mogoče ta njegova gorečnost Dalmatinova je ena od stvari, za katero mi je žal, da mi ni uspelo jo pripeljati v strip, čeprav v nekih prvih osnutkih sem jo imel ravno to, kako se je znal in potem tudi prepirati ne samo recimo s katoliškimi duhovniki, ko je hodil pridigati, ampak je tudi ta njegov čut za pravičnost, ki se je dejansko po robu postavil lastnemu plemiškemu patronu, ko je v letu njegove smrti je se postavil zelo javno za nekega kmeta, ki z motnjami v razvoju, ki je bil obtožen česa in pač je bil on ga zagovarjal, pač da ga ne smejo kaznovati, ker dejansko ni sam vedel, da je storil napak. In se pravi tako, da ni bilo res ta gorečnost zgolj na tem področju, bi rekel, konflikta med katoliki in protestanti, ampak dejansko se je izražala tudi na nekem čistem osnovnem moralno-etičnem nivoju. Morda bi tu dodal še eno podrobnost, ki nam pa v bistvu zelo olajša razumevanje vseh osebnosti, od Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina do Adama Bohoriča. Zavest, da so zgolj neka orodja v božjih rokah, je bila res velika. In nikomur od njih ni šlo v prvi vrsti za promoviranje lastne osebnosti, zato da bi oni kot neka osebnost v življenju uspeli, ampak jim je šlo za to, da bi uresničili nek načrt. Praktično jim je šele to resnično omogočalo, da so se vsi lotevali popolnoma nemogočih stvari. Primož Trubar je izdal prve slovenske knjige za bralce, ki jih ni bilo. Jurij Dalmatin je prevedel celotno Biblijo, kljub temu, da v resnici ni imel ne popolnega aparata za to in da je bil tudi zato relativno mlad, neizkušen. Adam Bohorič je napisal prvo slovensko slovnico, ne zato, ker si je želel napisati slovnico, ampak zato, ker so mu tako svetovali in zaukazali vsi okrog njega. Sicer bi njegova osebnost prevladala in bi ta slovnica ostala zgolj v rokopisu. Skratka, ta zavest, da delajo nekaj višjega od sebe, je bila zelo močna in jih je res vodila tudi v zelo pogumna dejanja. Strip kot neka avtonomna umetniška forma, ne gradi ga seveda samo zgodba in scenarij, povsem enakovredno, torej ga ustvarja risba oziroma ilustracija in tisti, ki smo že prebrali strip in ga videli, se enotno strinjamo, da je tokrat znova Jaki Vukotiću uspelo res odlično delo. Oživil je celo vrsto v bistvu zelo zahtevnih zgodovinskih likov iz nekega obdobja, ki ga je tudi likovno kar zahtevno poustvariti. Torej, Jaka, moje naslednje vprašanje bo namenjeno tebi. In sicer zanima me, kako si se, kajti kljub temu, da je strip recimo neka krajša forma, pa vsaj tale naš vsebuje v bistvu kar precejšno kopico, veliko število zgodovinskih osebnosti. Kako si se lotil snovanja teh likov?
Ja, najprej še lep pozdrav mojemu imenu. Kako sem se lotil likov? V bistvu liki imajo kot prvo več nekih plasti, od najbolj očitne, kot je zunanjost, torej fizične posebnosti, do psiholoških lastnosti, kakšen karakter imajo in tako naprej. Najprej sem pregledal, če obstajajo portreti iz tistega časa. Žal jih iz tega obdobja ni prav veliko, recimo z izjemo Trubarja in še nekaterih. Seveda še plemstva, visoke duhovščine. Potem so tu še sekundarni viri, ki so pa kasnejše umetniške upodobitve, kot so kipi, slike, skice. Tukaj imamo v mislih predvsem Bohariča, Dalmatina, kjer sem se opiral na te neke obstoječe plastike. To je bila v bistvu na en način osnova, na katero se potem doda osebnostne lastnosti. Torej, vloga, ki jo ima ta lik v zgodbi, kdaj zadostuje že 1 in 2. Recimo, če se ustavim pri Krelju, na primer, je moje prvo izhodišče v skicah bilo, da je bil bolehan, in avtomatsko sem ga postaral. Potem smo šli čez korekture in je Kozma opozoril na ta kiks, saj je bil v resnici precej mlajši in za primer je dal sodnika Jakliča. Tako da to je bilo ena tako dobro izhodišče, kako je nastal, vsaj meni se zdi zelo simpatičen lik na podlagi 3 točk, in sicer tega bolezni njegove, mladosti in pa egocentričnosti. Včasih se pa zgodi, da nimamo ničesar pametnega, s čimer bi lahko delali, tako da takrat si pa pač izmislil na podlagi vloge, ki jo ima lik v tekstu. Mogoče pa še to, da pri glavnih likih sem si pomagal z neko časovnico, s časovnim trakom, in sem jih najprej narisal na začetku in potem na koncu dogajanja, kasneje pa še vmesne faze, predvsem kjer so se skupaj srečavali, nastopali, bili v kakršnihkoli interakcijah. To veljalo za te recimo 3 glavne like. Kako pa je potekal v bistvu ta kreativni proces med vami? Torej, ko ste začeli nekako graditi, kako ste se navezovali na druga? Je bil najprej scenarij in zgodba, tekst morda, ali je šlo hkratno oziroma simultano, si ti zraven risal, pa ste potem v bistvu nekako en druga inspirirali? A to je pravzaprav vprašanje za Jako najprej, pa potem tudi seveda za Boštjana. Ja, v bistvu najprej sva se z Boštjanom dobila, da mi je predstavil nek tak pač grob oris, idejno zasnovo, neke vrste skelet zgodbe. Potem glavne like sem nastavil že preden sem dobil končni tekst, oziroma ta prvo verzijo teksta. Najprej sva se lotila enega poglavja, seveda prvega poglavja, kot neke vrste testiranje. Kot vem, je to potem vplivalo tudi na kasnejši potek pač Boštjanove zasnove. Tukaj moram poudariti, da je bilo marsikaj olajšano, glede na to, kako dobro je Boštjan vse skupaj pripravil, od kadriranja do teksta, to je bilo res superno. Kako je šlo pol naprej? V bistvu jaz v prvi fazi naredim neke zelo grobe skice, zelo geometrijsko, tako glava kot krog, zelo neke osnovne poteze, dodam še tekst v to neko osnovno delitev kadrov, predvsem zato, da vidim, koliko prostora ostane za vse ostalo. Temu potem sledijo naslednja plast, ki so detaljne skice, tukaj so karakterji veliko bolj podrobno, ozadja, detajli, se to dodela. Praktično v tem delu največ enega študija, pregledovanja teh zgodovinskih virov. Mislim, da je to eden najbolj obsežnih delov te skice. In v tej točki sta se recimo Boštjan pa Kozma pol priključila, dodala pripombe, korekture. Nekatere sem celo upošteval. In potem je bil pa finišno še črtna risba, barvanje pa senčenje. To je v bistvu to.
Boštjan, mogoče tvoj vidik, mislim, da imaš celo pri sebi danes zraven eno časovnico, ki malo prikazuje tvoj študijski proces. Ja, lahko seveda. Zdaj najprej kot čisto samo sodelovanje z Jakom, pa če se delal že kar pač z nekaj striperji, ampak vsakdo ima nek svoj način, ne, kako pristopa k scenariju, kako pristopa k delu. In nisem vedel točno na kakšen način. Jaz sem vedel, moral se najprej potipati in kot je Jaka že omenil, ja, najprej sem naredil prvih nekaj strani, prvo poglavje in ko sem dobil nazaj zrisanega in videl, koliko enega humorja je noter v risbi, koliko enih teh detaljčkov dodal, recimo od tega tatuja na hrbtu Bohoričevem, ki se je sicer potem še spreminjal, ampak že sam to, ne, da ga nariše z nekim tatujem in drugimi stvarmi sem videl, ja, tukaj se lahko tudi jaz sprostim, ne, recimo tudi tam, ko vidimo nekako je že ne papisti so slabiči, ampak ko se takoj v drugem kadru pojavi en grafit, ga imam tudi, ja, papisti so hudiči, luterani so pogani, ne, in potem tam še so tista stojnica z odpustki, ki je zaprta, ne, to je pač vse pravzaprav Jaka, ki je delal že stvari v tem času, pač, ki se dogaja v tem času in je poznal, je čist sam dal noter in ko se videl, pač, koliko je teh stvari, se rekel, tole, tukaj se tudi jaz potem lahko manj brzdam z resnostjo in gremo naprej. Sicer pa ja, pri meni takole nastaja, najprej so bili te ne, take časovnice, to je to, kar sem rekel, omenil, kako sem risal, takole dejansko dva traka, en zgoraj, en spodaj, in potem, kaj je v kakšnem letu delal Bohorič, kaj je v kakšnem letu delal Dalmatin, da se je nastavil, potem pa sprotko, Jako sem sicer poslal čistopis besedila, ampak je vse skupaj tudi takole pravzaprav nekako scenaristično kot nek storyboard, ne, si tudi sam izrisujem. Medtem, kar je, pri meni pravzaprav to je ena stvar, ki meni osebno ni tako jasna, ker sem totalno nevizualen tip človeka. Vse delam verbalno, vizualnega spomina skoraj da nimam, ampak ko pa ustvarjam stripe, se mi pa zmeri tako postavijo že ful stvari, nekako tudi vizualno, kako bom zgodbo pel, kako bi se dal kadrirati, pri čemer seveda pa zmeri puščam zadnjo besedo striperju, ker konec koncev je to človek, ki je vizualno dosti bolj podkovan in me veseli tako, da je Jaka rekel, da je bilo res že zelo dobro pripravljen, kar pomeni, da je bilo tudi delo potem lažje. Super, ne omenim še enkrat tale podatek, da lahko vprašanja, ki bi jih kasneje želeli zastaviti našim avtorjem, še vedno pač dodajate spodaj kot komentar k tem dogodku, potem jih bomo nekaj izbrali in jih bomo seveda zastavili našim avtorjem. Tako hvala vsem res, ki vmes komentirate in spremljate ta dogodek. Mi gremo pa morda kar k tem zadnjem, četrtem odlomku, ki smo si ga izbrali, tako da Boštjan, prosim še za četrti odlomek. Ja, zdaj se moram malo priučiti, ker sem videl, ker smo tele stvari zbirali, da nismo toliko Bohoriču dali prostora, je bolj Dalmatin, ker se viskal tudi, da majhen pokažem to razliko, se pravi, med različnimi pristopi v stripu, pač ker nekje imaš par odsekov, kjer to recimo smo videli tam prej pri Trubarju, ki obišče Bohoriča in Dalmatina, je dejansko zelo dosti veliko teh govorečih obrazov, se pravi, vse v enem prostoru in oblački letajo sem ter tja. Potem pa skušam, da ne bi bilo preveč tega vsake toliko časa to razbiti z neko akcijo, kjer mogoče tudi na celi strani se zgodita samo replika ali dve, ampak je dejanje in takoj tudi recimo zdaj ta naslednji odlomek, kjer spremljamo izid prve slovenske knjige natisnjene v Ljubljani pri Janžu Mandelcu in vse se začne tukaj čaka v svoji tiskarni, da bo Dalmatin prišel. Pometi po vseh kotih, gospoda mora v čist prostor priti. Le kot se mudi ta Dalmatin, saj danes ne pridi ga na Kacenštajn in je pozabil na naše srečanje. To mu ne bi bilo podobno. Treskč. Vprosti, Janž, dete je celo noč jokalo in sem bolj slabo spal. No, zdaj bodo pa bolj slabo spali papisti, ko bomo svoje knjige lahko pri nas tiskali. Pogledajo, mar ni krasotica. Jezus Sirah ali njegove bukvice, latinske ekleziastike. Ej, tule ti črka manjka. Kaj? Kje? Pa se sem ja 5krat vse pregledal.
To sem te. Vse je v najlepšem redu. Nič čudnega, da si vselej golobrat, ko pa tako rad norce briješ. Ti pa si pravi mandelc. Samo sprostiti sem te hotel. Nekam napet se zdiš. Tresk! Au! Kaj ne bi bil napeče? Gospod Kisel, dobrodošli v moji skromni tiskarni. Nič mar, če je skromna, da le bukve obrodi. Pokažite mi zdaj tega siraha. To je velik dan za našo vero in za naš jezik. Bog daj, da bi še mnogo bukvic to prešo nadrukali. Jaz se obvežem potruditi, da mu ne bo zmanjkalo besedil. Tudi kranci bomo dobili svojo Biblijo. Tukaj bi mogoče samo to, da tole je ta prizor, ki ga vidimo tukaj na tej zadnji risbi, je posnet po Šternovi študiji freske, ki naj bi jo, mislim, da so za ljubljansko mestno hišo hotel delati, je pa zdaj visi v mestnem muzeju v Ljubljani in smo jo takrat tudi videli, mislim, da ko smo šli na prvotni ogled, ker to je tudi ena stvar, no to moram pa reči, zakaj zelo rad delam s škrateljci, ker se res potrudijo za avtorje in jim naklonijo, da je že samo ustvarjanje oziroma predpriprava ustvarjanja stripa in tak zelo zanimiv proces. Tako smo, ko smo ustvarjali Cankarjev stripu, bili v arhivu v Nuku, bili smo na Cankarjevi domačiji, na Rožniku in tako naprej. Tukaj smo pa tudi pravzaprav si šli ogledati razstavo o Ljubljani in dejansko, ki se sega tudi v te čase reformacije, tako da smo majhen si ogledali, dobili občutek pravzaprav za tiste čase. Kozma, morda kot komentar na ta odlomek oziroma na to, kaj pravzaprav po tem odlomku še sledi. Tukaj torej vidimo Dalmatino vstopiti v Mandelčevo tiskarno, ki je bila še en mehanizem v tem pravzaprav velikem projektu protestantov. Vidimo kasneje v stripu, kako so začela izhajati prva dela in ki so naposled privedla seveda do izdaje Biblije in pa slovnice. Kako bi rekel, ta skupen njihov projekt, kakšen zamah je pravzaprav to bil? Namreč mi, ko morda z neke časovne distance gledamo na to obdobje, se nam včasih zazdi, da je to šlo dobro za nekaj skoraj da akademsko, bi rekel, početje nekih učenjakov. Ko pa v bistvu beremo ta strip, pa pravzaprav vidimo, da je šlo za v bistvu zelo drzne in zelo pogumne može, ki so se v bistvu morali neredko poslužiti celo kakšnih gverilskih taktik, da so naposled prišli do tega, da so svoja življenjska dela v bistvu izdali in jih v bistvu predali pravzaprav narodu naprej. Ja, res je to. Mogoče bi uvodoma najprej poudaril, kako ravno na tem odlomku in na tem, kar je opisoval že Boštjan, lepo vidimo to, kar je značilno za risbo v celotnem stripu. Skratka, vse, kar je narisanega, je zelo premišljenega. Res tu se je Jaka, tako kot že pri vseh svojih delih prej, resnično zelo izkazal. Vidi se mu, da je po izobrazbi arhitekt, skratka človek pozoren na zunanji izgled ne samo likov, ampak celotnega prostora in res ta strip se lahko tudi gleda kot učbenik vizualne podobe protestantizma na Slovenskem. Vse, kar je narisano, zdrži. V bistvu edino malenkost, ki me je zmotila, smo popravili. Ko je bilo nekje narisano, ko je nek deček zlagal puzzle, ki jih v tistem času še ni bilo. Skratka, dejansko vsaka malenkost je tudi z tega čisto zgodovinskega, strokovnega vidika utemeljena. Ampak to samo za uvod. Zdaj pa, kaj pomeni to tiskanje knjig v Ljubljani, kaj pomeni to, da je izšel leta 1575 Jezus Sirah, torej ena od svetopisemskih knjig, kot prva
Dalmatinova knjiga. Vse to je bilo usmerjeno k jasnemu cilju, k izdaji celotne Biblije. Skratka, leta 1575 je Jurij Dalmatin prepričal Janža Mandeljca, tiskarja, da je v Ljubljani ustanovil tiskarno in prvi slovenski tisk v njej je bila že prva svetopisemska knjiga. Jurij Dalmatin je imel tako tiskarno ob sebi, že s tem besedilom se je do določene mere ukvarjal tudi Adam Bohorič, vendar še neformalno, samo z nasveti, in podobno je bilo z vsemi nadaljnimi izdajami Jurija Dalmatina v Ljubljani. To je bilo leta 1575, leta 1578 je bila že tako rekoč celotna Biblija prevedena, vendar pa je to žal sovpadlo z zelo neprijetnim dogodkom, da je bil Janž Mandeljc potem kmalu izgnan iz Ljubljane in tisk Biblije v Ljubljani enostavno ni bil več mogoč. Zato so začeli slovenski protestanti na eni strani iskati ustrezno tiskarno, ki bi lahko natisnila Biblijo, po drugi strani pa je bila vzpostavljena tudi tako imenovana revizijska komisija, to se pravi, mi bi danes rekli komisija za uradni pregled Biblije, in tu sta se pa Jurij Dalmatin in Adam Bohorič lahko resnično po čisto uradnem naročilu ujela. Kaj so morali v tej revizijski komisiji namreč narediti? Najprej so morali preveriti, če je ves prevod Dalmatinov svetega pisma resnično skladen z Lutrovim prevodom. Skratka, če je stvar prevedena pravoverno. Če ne bi bila, te je to v tistih časih lahko ostalo do glave ali vsaj zapora. Prevajanje je bilo v tistih političnih razmerah smrtno nevarno početje. No, hkrati pa je morala revizijska komisija in na koncu se je izkazalo, da je moral Adam Bohorič po naročilu vseh ljubljanskih mestnih gospodov poskrbeti za to, da bo jezik Dalmatinove Biblije res polikan. No, in če pogledamo v preteklost, Primož Trubar je svoja dela vedno izdajal sam. O svojem jeziku je vedno presojal sam. Tudi mnoga druga dela so bila povsem samostojna. Recimo Pesmarico leta 1563 so izdali ljubljanski protestanti sami, brez kakega posebnega pregleda, in Primož Trubar, ko jo je videl, je znorel, ker je bila slabo narejena. Dalmatinova Biblija pa je morala iti skozi natančen jezikovni pregled. Morali so premisliti številne dileme in tu se je začela zasnova Bohoričeve slovnice. Skratka, Adam Bohorič je imel pred sabo realno jezikovno gradivo, rokopis Biblije in realne jezikovne probleme. In to je najlažji način, da se napiše dobra slovnica. Če izhajaš iz svojih zadreg, iz svojih izkušenj, in ko je bilo besedilo Dalmatinove Biblije dovršeno, prepisano v lepopis, je imel Adam
Bohorič hkrati tudi že kar dovolj zapiskov za prvo poglavje svoje slovnice. No, in če zdaj preskočimo nekaj let, v letu 1583, ko se je v Wittenbergu tiskala Dalmatinova Biblija, tu je bila spet skupaj z Dalmatinom skupina slovenskih protestantov, med njimi kot glavni korektor tudi Adam Bohorič, in v tej skupini so na podlagi že prejšnjih vzpodbud Adamu Bohoriču naj le na nek način izdati svoje zapiske. Verjetno vsi, ki so bili tam, še zlasti pa Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, pritisnili na Bohoriča, naj vendarle poskrbi za to, da bo do konca napisal slovnico in jo tudi izdal. Tako da je večina slovnice na to nastala v Wittenbergu in to je, kot se je potem skozi zgodovino izkazalo, tudi največje Bohoričevo delo, za katerega pa tudi sam priznava, da je bil vanj tako rekoč prisiljen. Verjetno ne prisiljen, da ga napiše, ampak vzpodbujen, da ga res izda. In to delo je enako kot Dalmatinova Biblija, res visoko kvalitetno. Z njim smo konec koncev postali 9. jezik s svojo povsem sodobno slovnico. Mogoče še čisto na kratko, če orišem, kakšno je bilo razmerje med Dalmatinovo Biblijo in Bohoričevo slovnico. Dalmatinova Biblija je bila v resnici povod za Bohoričevo slovnico. Če ne bi bilo Biblije, ne bi bilo slovnice. Hkrati pa je slovnica lahko opisala jezik, kakor se je uveljavil v Dalmatinovi Bibliji. In ta slovnica nikoli ni bila mišljena tudi kot nekakšen učbenik za slovenščino, ampak res kot opis slovenščine. Kot učbenik slovenščine, kot učbenik knjižne slovenščine, pa so v nadaljnjih letih v resnici uporabljali besedilo Dalmatinove Biblije. Skratka, ta povezanost med Biblijo in slovnico je bila vedno zelo velika. Tudi Bohoričica se ni uveljavila zaradi Bohoričeve slovnice. Bohorič jo je moral premisliti in jo je v slovnici tudi ubesedil, vendar pa se je resnično razvila in uveljavila šele skozi Bohoričev vpliv na Dalmatinovo Biblijo. Skratka, povezanost obeh knjig je zelo velika in tudi zato sem vesel, da je to uspelo Stripu na tako vsakomur dostopen način res dobro pokazati. Tako, mi smo vam prikazali danes seveda le 4 kratke odlomke, ker smo vam seveda želeli prihraniti glavnino za to, da strip vzamete v roke in ga preberete sami. Zdaj bomo seveda dali možnost in odgovorili na nekaj vprašanj, medtem bomo Jako prosili, da nam bo morda omogočil en pogled v njegovo nastajanje, v nekaj njegovih skic. Bi pa ta vprašanje jaz začel z enim zelo zanimivim komentarjem, ki ga je zapisal Primož, in sicer takole pravi, Primož torej, ki spremlja tale dogodek, pravi: obstajajo večji zločini, kot je sežiganje knjig, eden od njih je, da jih ne beremo. Naše prvo vprašanje nam je zastavil Boris iz Trsta, in sicer namenjeno bo Kozma tebi. Omenil si, da je v stripu veliko zgodovinskih dogodkov, kar je velika dodana vrednost tega dela. Borisa iz Trsta pa zanima, ali so pravila stanovske šole, ki je dostopna oziroma ohranjena. Pravila stanovske šole v Ljubljani so
bila pisana kar trikrat. Skratka, najprej je leta 1568 Bohorič sestavil prvi šolski red stanovske šole v Ljubljani, ki je izgubljen danes. Nato je leta 1575 sestavil prav tako Bohorič tako imenovani drugi šolski red, ki je danes dostopen v arhivu Slovenije, hkrati pa tudi še v zelo dobrem prevodu v knjigi Pedagoško delo slovenskih protestantov, ki jo je že pred desetletji izdal Vlado Šmit. No, najboljši in v bistvu slovenščini najbolj naklonjen šolski red protestantske stanovske šole v Ljubljani pa je, kar je smešno, sestavil Nikodem Frišlin kot gostujoči ravnatelj stanovske šole v Ljubljani v letih, ko je šel Adam Bohorič že v pokoj, v penzijo, in skratka v letih 82 do 84, in ko so ljubljanski deželni stanovi povabili Nikodema Frišlina kot zelo znanega in hkrati zelo prepirljivega nemškega literata, slovničarja in filozofa tudi v Ljubljano. Skratka, v Ljubljani smo v tistem času imeli za ravnatelja stanovske šole dejansko neko svetovno znano osebnost. Naslednje vprašanje bo pa pravzaprav za Jako, zato ga bomo zdaj najbrž morali majčkeno zmotiti. In sicer Pina sprašuje, ali so najprej nastale skice na roko, so bile torej najprej neke risbe in nato računalniško obdelane. Jaka, torej zate. V bistvu so bile večinoma kar tako že na računalnik narejene skice. Nekaj malega sem naskiciral tudi na roke, tudi nekaj malega na sestanku z Boštjanom, ampak velika glavnina je bila narejena kar takoj na računalnik. Hvala, Jaka. Zdaj vidim, pravkar mi sporočajo iz Škrateljca, ki moderirajo tudi vaše vprašanja in komentarje. Komentarje in čestitke je zelo veliko, res vam lepo zahvaljujemo zanje. Da tudi ne bomo predolgi, bomo seveda počasi sklenili tudi mi. Moje sklepno vprašanje bo šlo vendarle tebi, Kozma. Ti si namreč Adamu Bohoriču in širše v bistvu zgodovini slovničarstva in misli o jeziku posvetil dobršen del svoje kariere in življenja. In kot nekdo, ki se dnevno, aktivno in zelo angažirano ukvarjaš slovnico, si pravzaprav dedič neke tradicije, na začetku katere stoji Bohoričeva slovnica. V tem oziru si pravzaprav tudi Bohoričev dedič. Kakšen je tvoj pogled torej na ta celoten projekt, ki smo ga torej ustvarili, in kaj upaš, da bi lahko dosegli s tem stripom? Ja, hvala za vprašanje. Moram reči, da ko je prvič Uroš Grilc kot urednik prišel do mene z vprašanjem, če bi sodeloval pri takšnem stripu, da sem bil, tako kot se za vsakega raziskovalca tudi spodobi, zelo skeptičen. To je bila namreč zahtevna naloga in takšna stvar, kot je strip o Adamu Bohoriču in Juriju Dalmatinu, lahko ravno zaradi stripovske forme hitro zvodeni. Vendar pa moram reči, da je rezultat presegel tako po vsebini kot po obliki vsa moja pričakovanja. Nastala je knjiga, ki je znanstveno neoporečna in
ki ima hkrati res skrbno in domiselno narejeno besedilo in res genialno vizualno podobo. Skratka, zelo sem ponosen, da sem bil lahko zraven in to moram reči, da si verjetno nihče, ki ta strip bere, ne more predstavljati, koliko študija je vanj vložil tudi Boštjan Gorenc, Pižama, in po drugi strani, kako natančne so vse risbe. Skratka, nastalo je resnično delo, ki ga lahko brez vsake zadrege priporočim ne samo tistemu, ki bi želel spoznati 3 imena, ampak tudi vsakemu, ki želi resnično verodostojen vpogled v tedanjo zgodovino in v tedanje medsebojne odnose, v vsakdanje življenje. In tu mislim, da je vsak naredil resnično največ, kar je lahko, tako z vidika ilustracij, kot z vidika besedila in pa tudi z uredniškega vidika, ki je seveda vedno v ozadju, ampak to knjigo smo res pilili in se pogovarjali v resnici o vsaki malenkosti. Lepa hvala, Kozma. Mislim, da ni boljšega načina, da bi zaključili oziroma sklenili tale nocojšnji dogodek, kot je tole tvoje razmišljanje. Še enkrat res tudi v našem imenu, torej Kulturnega doma Krško, ki smo nekako povabili škrateljce in vse ustvarjalce zraven, da pristopimo in nekako obeležimo stripom Bohoričevo leto. Iskrena hvala, ponosni smo in zelo veseli, da nam je to uspelo, da je vam to uspelo. Kar se tiče nocojšnjega dogodka, res lepa hvala tudi vsem partnerjem, ki ste nekako delili ta dogodek s svojimi sledilci, omogočili, da ima še širši domet. Kot sem že omenil, pokazali smo nekaj malega, želimo si, da bi si vsi nekako gledali tale strip. Strip je, čeprav so knjigarne seveda zaprte, pa le kakšen klik ali 2 stran. Dobite ga tako na Facebookovi strani Reformatorji v stripu, kjer imate vse podatke in kontakte, in pa seveda na spletni strani Zavoda Škrateljc, kjer deluje aktivno spletna trgovina. Dobite ga tudi v Kulturnem domu Krško z mailom na info@kdvzajkrsko.si ali pa preprosto z obiskom spletne strani, kjer so vse informacije dane. Hvala vsem, ki ste tudi spremljali nocojšnji dogodek. Mi si iskreno želimo in upamo, da bo ta strip dosegel čim več bralcev in da bo zgodba, ki si v bistvu zasluži, da bi jo poznali vsi, res prišla do svojega odmeva. Kaj reči ob koncu? Hvala vsem skupaj. Želimo vam prijeten večer še naprej. Pazite nase in na druge, berite in ostanite zdravi. Hvala.